Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matjoš. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matjoš. Tale današnja oddaja vsekakor je nadaljevanje prejšnje. Prejšnji, če se spomniš, sva rekla, da bomo naredila neko anketo oziroma vprašalnik glede plač v tem, recimo, pod narekovaj BIM sektorju, ker sva zadnjič našel v bistvu eno poročilo na LinkedInu, BIM Salary Report za 2020. No, in po vzoru tistega sva pripravila ta vprašalnik in Robi, kakšni so rezultati, koliko jih je v 14 dneh tole izpolnil? Ne, jaz bi malo nazaj, en korak nazaj stopil, pa bi najprej rekel, da jaz se spomnim, kaj je bilo prejšnje, da je upam, da se poslušalci spomnijo, ne? To je prva stvar. Druga stvar pa bi te najprej vprašal, koliko si ti pričakoval, da bo odgovoril, ko so se tega lotevali? Če se prav spomnim, sem rekel 50. Da bi bilo tisto, da bi bil kar zadovoljen s tem, ne? No, ko si ti rekel 50, sem mislil, ojej, a ti res nič ne sprašuješ že zadnji 2 leti, ko snemamo ta podcast več. Ker nisem si mislil, da bomo prišli take številke in res niso, ampak so pa vseeno dobila več odgovorov, kot sem jaz pričakoval. Ker so v zadnjih 2 tednih dobila, ne boš verjel, 32 odgovorov. To je sicer manj kot 50, ampak 32 je več kot 10, ne? Pa več kot nič. Ja, tako. Zdaj če so se kaj naučili tukaj, je to, da namesto da bi ljudi pozivali naj komentirajo, jih moramo povabiti na anketo izpolnil. Ja, direktnimi vprašanji v bistvu. Direktni vprašanji, da se bojo samo izbirali med vprašanji. Ne, resno, no. Jaz sem zelo vesel, da si teh 32 poslušalcev vzeli čas pa izpolnili. Seveda še vedno upam, da bo še več, ker kot sva ravno pred oddajo govorila, pred snemanjem tega govorila, sva rekla, da bo pustila še malo odprto anketo, upava, da bo še kak odgovor tudi po tej oddaji, da bo še kdo prispeval kak odgovor, pa obljubva, da bova potem, oziroma da boš, ti si bil priden, pa si pripravil te grafe, da boš osvežil podatke, ne, Matevš? Ja, ne bo težko, ne. Jaz tudi verjamem, da se kaj prav dosti bistveno ne bo spremenil, ker se mi zdi, da in potem, ker bo povedala, skratka, nekje smo po teh plačah v primerjavi z drugimi državami, mislim, da se kaj bistveno ne bo spremenili, tudi če jih bo pač 50 odgovora ali pa 60. Ampak lahko se pa vsem, ne. Še mogoče edina taka stvar, ki bi jo omenil vnaprej, ne, je tako, da je večina teh odgovorov nekako prišla od tistih, ki so zaposleni nekje v tej osrednjem delu Slovenije, ne. To me edino moti, no. To je res, ja, mislim, da to je praktično 80% iz osrednje slovenske regije. Ja, 78%, ja. Ja, to je tudi mene malo zmotilo, ampak mislim, da čisto vse ankete, ki sem jaz delal tudi za doktorsko, pa tudi, ko so študenti delali, velika večina pride v bistvu, odgovoru pride z te osrednje slovenske regije, ker so očitno te velika podjetja, pa v bistvu mladi, tudi ko študirajo, ostajajo v osrednje slovenski regiji, pa pač so tam zaposleni, no, tako da bi moral jaz noter, če bi bil BIM strokovnjak, bi jaz noter mogel odgovoriti, da bi vsaj en bil iz Savinjske. Ne, se so 4, pardon. Se so 4, ja. Tako da ja, no. Mislim, to je edina taka stvar, ampak ne vem, če te analize pa niso naredile, no, da bi po regijah primerjali, ampak glede na to, da je bilo število odgovorov zelo majhno, ne bi imel smisla, no. Kaj lahko še za začetek rečeva, preden začneva kakšne plače omenjati? Ja, no, jaz sem hotel to dodati, da midva sva nalašč vprašala po neto plači, zato ker običajno ne vemo ljudje, koliko je bruto plača, ne. Pa sva potem en kup enih predpostavk dala noter, no, tako da ti podatki niso čist točni, ampak so pa dajo zelo dober občutek, kje smo.
Ja, moram reči, da tisto, kar sem jaz potem preračunaval iz te neto plače na bruto, pa bruto letno plačo, je v bistvu pač 0,60. Tako kot da je v bistvu neto plača predstavlja 0,60 bruto plače. Ker je tako, pač to smo se doma posvetovali z mojo bančnico, ne? In je rekla, okay, da ona dobi 0,60 približno, ne? Tako da sem rekel, ok, vse je v redu, ne? Že spavc bo čisto v redu. Ja. Se pravi, ti si rekel, da si s tvojo bančnico, si pa hotel reči s svojo šefico. Tako nekako je. Ja. Sam, da se razumemo. Tako, no, se pravim, tukaj kar precej predpostavljamo tudi v tisti originalni, v originalnem, če reči reportu, poročilu, v originalnem poročilu tudi en kup enih predpostavk, tako da smo tam nekje. No. Ja, pa tudi ni bistveno, tistih 100 evrov gore dol, v bistvu ne igra nekaj bistveno. No, v glavnem, kar sem jaz hotel reči, tako da sprašvala oziroma ponudila sva 4 poklice, kamor se lahko razvrstijo, ne, poslušalci in so bili tako BIM manager, BIM koordinator, BIM tehnik oziroma modelar, pa CAD tehnik, ne, oziroma risar. In je bila razporeditev tako zanimiva, no, ker je točno 50% se jih je predstavljalo kot BIM modelarjev, BIM tehnikov, ne. Potem so pa tako BIM koordinatorjev cirka 22%, BIM menedžerjev cirka 19%, pa CAD tehnikov v bistvu tam skoraj 9,4%. No. Tako da, no vem, tako zanimivo se mi je predstavitev zdela, če bi jaz naprej v gibu, koga bo največ, bi v bistvu uganil, da bi bilo BIM modelarjev. Tebe kaj tu preseneta? Ne, v bistvu mogoče pač to, da še zmeri odgovori za CAD tehnika, ampak to sam kaže na to, no, da še zmeri CAD še nekaj časa najbrž ne bo šel iz te branže nekako ven v celoti. Najbrž tudi ni smiselno, ne? Ampak ja, ne preseneča, da je večina BIM modelarja oziroma tehnika. Ja. No, to tako mi je bilo zanimivo, no, pa tudi res zanimivo, bilo, ker je točno 50% bilo BIM modelarjev. Ja, zdaj, če bi še tako čisto splošno rekla, koliko so se opredelili, v kakih podjetjih delajo, je tako čist zastopan, tako kot bi človek pričakoval, tam okrog 40%, malo več kot 40% jih je v podjetjih, kjer je 2 do 10 zaposlenih. SP-jev, to pomeni nič ali pa en zaposlen, je bilo tam cirka 22%. Potem ostanejo pa še 11 do 50 zaposlenih, je bilo tam malo več kot 15%, pa v takih precej velikih podjetjih za slovenske razmere, tam 51 do 250 zaposlenih, jih je bilo pa tam skoraj 22% odgovorov. Tako da zdaj smo pa vse te. Ja, preseneča, če smo že gledali, pri tem, da niti enega odgovora ni od res velikih firm. Ne? Ja, pa so sploh v Sloveniji. No. Ne vem. Ampak so bolj izvajalska. Ne? Ja, točno to, no. Ampak še zmeri. Ne? Lahko bi imeli, lahko bi kdo odgovoril. Očitno ne poslušajo. Ne? Ja, bo treba več na kakšen tak kongres z dobro večerje. Ja, zdaj bomo tako nadaljavo jih imeli. V bistvu ti bojo naročili pico na dom, pa boš imel več. Ja, kaj zdaj, najbrž vse matra, koliko so zdaj tele plače, koliko sem podcenjen ali pa precenjen, ali pa precenjen najbrž ni bend, ne. Ja, kje začnemo? Začnemo na vrhu ali na dnu? Ja, treba na dnu, v bistvu za spremembo, v bistvu, no. Taka, parket, drafteri. Ja. No, koliko je? Koliko je tole? To je, ja, čak, da moram sploh pogledati, veš. Ja, sem jaz tiste grafe naredil tako, da se ne vidi. Da se nič ne vidi, ne. Da se ne vidijo številke, ne. Ampak graf pa zelo lep. A je, ne? Ja. To je tipično, ko ne veš, kaj češ povedati, pa narediš graf lep. Ne, zdaj vmes, ko Matevž išče številke, bi jaz samo pokomentiral, da smo se recimo tu pri CAD risarjih, ne, smo se uvrstili med Italijo pa Španijo. Tako da za nami so take države. Belgija je za nami, kar mi je zelo zanimivo, Poljska, Mehika, Brazilija, Indija. Vsi ostali so pa više plače. No.
Mi je pa zanimivo tu v Sloveniji, da ta razpon odgovorov, ki so jih dobila, je pa v bistvu med najmanjšimi. Tako da, če primerjaš z ostalimi državami, je v bistvu res med najmanjšimi. Kako misliš, čak to? Je ta razpon. Ja, se Razpon strinjam. odgovor. Se pravi, razpon plač. Ja, se strinjam, ampak če smo čisto pošteni, je tudi glede na število odgovorov, pa v bistvu potem, koliko si jih je identificiral kot risarje, je teh odgovorov zelo malo, tako da komaj dobimo mi zgornjo, spodnjo, maja pa pol sredino. Tako da zato najbrž tudi. Problem je sam tem, da moram jaz tle v en drug fajl pogledati, ker tle so v grafi so predstavljene tele bruto letne plače. Zdaj, po mojem, je bolj, če to poveva v neto plači, mesečni, zato da imamo nekak tak občutek. Ne. Koliko je povprečje pa? Ja, zdaj moram še to preračunati. Robi, čist preveč dela se mi da. Neto plača nazaj, veš, da imam posod imam bruto. Je pa bruto, dejstvo. Ej, ne, bruto ne smem dati, nekaj pol nič več, jaz ne vem. 1200. Je neto plača minimalna. Mislim, prkat risarjih. To je v bistvu kar spodobno, bomo rekli. No? Ne, se upravičujem, 1000. No, to bi bolj rekel. Ja. 1000, zdaj za one. 1200 je pa maks. No? Ja. Tako da je zelo tam je. Ne? Se pravi, da odgovorov za risarje je bilo relativno malo in potem pač so takšni. Je pa tako, ne? Malo sem se takrat, ko smo tole delali, pa pol, ko sem tele številke začel gledati, sem nekako sam pri sebi napisal si, koliko mislim, da je. Ne? In moram reči, da sem dejansko tukaj dal 1000. Ja, malo sem se igral tako v bistvu s predvidevanjem, v bistvu sem rekel, koliko občutka imam. Ne? V bistvu je tako, no, da jaz sem pa tudi sam pri sebi malo razmišljal, kakve so te plače, ne? Ampak sem mislil, da v bistvu, če so risarji, so večinoma ljudje z več kilometrine, z več delovnih izkušenj in so potem verjetno tudi več plačani, ne? Ampak to je bila pač moja špekulacija. Tako da jaz sem mislil tam 1100, 1200, da bo neto. Ne? Robi, najbrž imaš prav, ne? Sam eno predpostavko si napačno tukaj udaril, ne? To je, da tisti starejši ne poslušajo BIM pogovorov. To je res. Ja. Tako da, ja, tudi vsekakor je omejitev mogoče, da te, ki pač poslušajo to in so izpolnjevali anketo, so vse najbrž malo mlajši, kot pa tisti izkušeni, ki ne vem, so s kadom začeli delati v 80-ih letih. Ne. Ja, tisti imajo pa verjetno precej više. Imajo že na račun vsega v bistvu višjo plačo in tudi najbrž so bolj cenjeni kot pa ne vem, kdo, ki je dejansko skoraj še študent. Ne. To mi je nekoč en gospod rekel, da risarji so tisti, ki projekt rešijo ali pa potopijo. Ja, lej, vse je to tako, kot modelarje, v bistvu isto. Isto je, vse je isto, vse praktično isto. No, pa delam, ko si ravno BIM modelarje omenil, ne. To smo pa še nižje v bistvu. Nas je pa še Španija prehitela. Ja, tle pa v bistvu kako? To imam jaz zdaj tukaj. Zdaj za BIM modelarje sem zdaj neto govoril, tako kot so najni poslušalci opisali. In je bil minimum, je napisal 600 evrov, kar se mi zdi pa, ne vem, to je manj kot minimalna plača, tako da jaz upam, da je to kak študent, ki ne dela 8 ur na dan. Ker drugače to ni pošten. Pa je tak 700, 840, nekje pri 1000 se ustali, no, da je tam okoli 1000 evrov, pa 1100, pa tako naprej. Povprečje je verjetno tam malo okoli 1100, kaj takega. No. Bi je pa zanimivo, da sta dva odgovorila, da delata prek SP-ja, kar pa tudi je to prekarnost, s katerimi se vsi mladi danes srečujemo. Jaz se še med mlade štejem, pa vem, da nisem več. No, tako, no. 1300 evrov na SP neto, ne.
to je v bistvu, če smo čisto pošteni, to plače 900 evrov, kar ni nekaj, s čimer bi se hvalil človek. No. In tudi en drug odgovor, 24,000 bruto na leto, kar je 2,000 bruto na mesec, pa kot šteje prispevki, ki so zdaj čez 400 evrov, je to 1500 evrov, to je malo boljše, no, ampak tisti 1300 neto, to pa ni ravno. No. Ja, v bistvu jaz sem zdaj to poračunal, dejansko je 600 je minimalno, kar je bilo, pa 1700 je bilo pa maks. Tako je. Tako da, ne vem, meni se zdi, 1700 je zelo, zelo lepa plača, ne? Zelo, zelo lepa plača. 600 je pa absolutno premajhno. No? Tako da, ne vem. Če pa primerjamo z ostalimi državami, to, kar si ti pripravil, smo pa precej v zadnji četrtini. Zelo proti zadnjim mestom tukaj, ne vem, kaj je od zadnji sploh še, kaj si rekel. Poljska, Mehika, Brazilija, Indija. Ja, res nismo glih neki, da bi se mogli hvaliti s tem. Ne, dobro, moraš pa tudi standard države pa to upoštevati, ampak ja, se pravi, 600 evrov je absolutno premalo. To absolutno, ne, zdaj mogoče gre to na račun spet tistega, kar so že prej rekli, ne, da so vsem, da ta BIM modelar recimo relativno, ne vem, mlad kader, sveže doštudiral, ne? Recimo, no, da je to mogoče kakšen tak razlog, ampak se mi zdi, kot si prej rekel, da za tele katrisarje, ne, tudi pri modelarjih je enostavno treba, ne vem, jih ceniti bolj, ne, kot pa recimo tele številke pač nekako kažejo. Vsekakor, no. Pa tako, če malo tele številke pogledam, na to povprečje so vplivali, ne vem, eni 4 odgovori, no, ki so bili res nizki, 600, 700, 800 evrov. Ne. In to je res tam okrog minimalne plače in to se mi zdi, da je absolutno premalo cenjen. Ostalo je pa v redu, tam, ne vem, mislim, da je kar podobna plača, no. Bomo tako rekli, ene so pa res nizke. No. Je pa ja, če pa postavimo to v kontekst, tak svetovni ali pa evropski kontekst, smo pa zelo nizko. No. Zdaj pa vprašanje, ali je ta plača pri nas, koliko je to v primerjavi z eno Švicarsko, tudi če ima 2-krat več, ker so pa tudi tam cene 2-krat više, tako da ne vem, pač kar lahko primerjamo so zneski, drugo pa ravno ne moramo. No. Res, ampak ne vem, mi se to radi primerjamo s temi recimo državami okoli nas, Italijo, Avstrijo, Nemčijo, pa so precej višje. Ne? Ja, res je. No, pa naslednji so bili BIM koordinatorji. Ne? Zdaj, čist isto je, kot je pri modelarjih, v bistvu iste države so za nami, se pravi Poljska, Mehika, Brazilija, Indija, je pa pri koordinatorjih, sem da to le spremenil, je pa v bistvu pri 1000 evrih se začne, ja, od 1000 do 2000 se konča. Tako. Je tako, no, BIM koordinatorji so običajno tisti, ki so napredovali z BIM modelarjev, kar pomeni, da imajo v bistvu več izkušenj. No. Vsaj take so moje izkušnje, da ne bom zdaj preveč relativiziral tega, ker vem, so tudi druga znanja potrebna. No. Tako da, ne vem, malo boljši je kot modelar, ni pa to neki bajno. Mislim, zaslužki niso kaj precej bolj bajni kot kaj druge. No. Robi, to bo zdaj zelo depresivno zvenelo, če slučajno kakšen študent zdaj to poslušal. Ja, ne, sej to je ne bo v redu. Pri ta zadnjih je pa boljša, ne? Ja, ampak pri ta zadnjih je mogoče na račun enega ali pa dveh boljš, ne? Ja. Spet ni, da bi, ne vem, zganjali da bi se trkali po prsih v bistvu. Ne, ampak tukaj pri teh koordinatorjih se tako vidi nek trend, da je v bistvu so neke 3 skupine, ena okoli 1000 evrov, ena okoli 1500, ena pa okoli 2000, oziroma ne eden je 2000 evrov izjavo, ne. Drugače pa skupina okoli 1000 pa okoli 1500, tako da, če bi kdo kdaj želel primerjavo. Ok, kaj pa ta zadnja, boš pa ti? No, ta zadnja je pa BIM manager, tle saj po vrstnem redu smo še zmeraj, ne vem, zadnji tretjini, ampak smo prihiteli v fotofinišu, smo prihiteli Francijo, Španijo,
Ampak se mi zdi, da tle predvsem na račun enega odgovora. Ja. Tako da povprečje tukaj, kot smo dobili, je 2160 neto. Jaz bom rekel, da je takrat, ko sem, kot rečeno, vajal delo zase, sem rekel 2000 ali 2200 še celo za BIM menedžerja, ampak nisem dosti zgrešil, ampak spet je najbrž odvisno od velikosti podjetja in vsega tega, koliko tak menedžer dela res taka menedžerska posla, ali pa je v bistvu bolj omen vse v enem, ne, od draftarja do modelarja, do koordinatorja in vsega. Ja, od velikosti podjetja pa do odgovornosti, ki jo ima. Zdaj, če sem prej jaz govoril, kje se te številke kaj ustalijo, je tukaj tako, ena skupina okoli 1500, ena skupina okoli 2000, pa pač en odgovor pa izrazito odstopa navzgor. In ti smo mogoče malo pokvari statistiko, ker drugače je bilo tole povprečje tam 1700, 1800, ravno nekje vmes med 1500 pa 2000. Tako da to je pa ta tista najvišja skupina BIM delovnih mest. Bi pa tako rekel, da je odvisno od tega, zdaj spet, kaj je neto, če nič druga, že odvisno od tega, koliko otrok imajo. Tako da se pravi, morate to vzeti malo z kančkom dvoma, zato ker zelo posplošeni odgovori so, bomo tako rekli. Ja, ampak sej, najbrž je podobna zgodba bila tudi v odgovorih v drugih državah. Vsekakor sam želim to reči, da ne bo kdo se lovil na te številke. Ja, skratka, tale vaja ni bila narejena zato, da boste imeli argument, da greste lahko in se pritožite zaradi plače. Ne. To se lahko sicer tako, tudi brez te ankete. Ampak da pa v bistvu neko splošno smernico ali pa splošno zavedanje tega, ampak najbrž še, če bi podobno statistiko delali za ostale, ostala delovna mesta, najbrž zelo podobno. Slovenija najbrž ne velja kot država, kjer se dobre plače. Ne, verjetno ne. Ampak imamo pa naravo, pa danes imamo še dež. Ja, pa voucherje bomo dobili. Se pravi, tisti, ki ima 600 evrov plače, bo dobil 2 voucherja. Zakaj? Heca vse. Zato, ker bojo imeli multiplikativne učinke. Ja, tisto, pa ribiška palca, pa ne ribe, v tem smislu. Nekaj takega. Ja, dobro, ne. Ne, sicer sem malo hecal, ampak 6 evrov se mi res zdi absolutno podcenjeno. Samo to bom še rekel za konec. Kaj čmo, oziroma ne kaj čmo, ampak jaz sem v bistvu takrat, ko sem razmišljal o tem, da bo snemala, sem razmišljal, mogoče se spomniš tistega enega pie charta, v bistvu, koliko procentov se nameni v posameznih fazah v celotnem življenjskem ciklu enega objekta. Seveda. Ne vem, pa je bilo, mislim, da dizajn je bil tam nekih 8% ali nekaj tazga. Sem rekel, ravno v kontekstu plač je dejansko treba tudi o tem razmišljati v bistvu in da enostavno, če smo že nekajkrat rekli, da bi morda včasih potegne za sabo, da so projekti dražji, bi jaz rekel, da s tem ne bi smeli biti prav nič narobe, ker če so narejeni pravilno, temeljito in ne vem kaj že vse, potem je jasno lahko prihranek v tisti fazi obratovanja, kjer so največji stroški nastajajo potem, lahko toliko nižji. In treba je po moje tudi skozi to prizmo gledati tudi plače in reči, cenimo kvalitetne modelarje, kvalitetne koordinatorje, kvalitetne menedžerje in jih primerno tudi nagraditi. Ja, tako je. Ampak mi do tega žal ne moramo rešiti.
Ne, ampak meni je všečno. Ta anketa ti da mogoče malo misliti. Pa upam, da bo anketa tudi do kakšnega takšnega prišla, ki je bolj v poziciji nekega odločanja, pa manj v bistvu nekega konkretnega tistega, ki treba v reviju kaj poklikati. Ja, pa mogoče bi dodal še to, mi da bo pustila to anketo še nekaj časa odprto, še vedno upamo, da bi se nabrali več odgovorov in če se bo nabrali več, pa se bo ta razmerje v bistvu spremenilo, obljubo, da bo še enkrat obdelala podatke, pa jih še enkrat predstavljeno. Tako da, če mogoče še kdo ni izpolnil, prosim, izpolnite. Ja, tako, anketa bo vsaj še v naslednjem obdobju, ne vem, bom rekel, vsaj 14 dni do naslednjega podcasta oziroma naslednje oddaje dostopno na bimpogovori.si/anketa in še zmeraj velja jasno povabilo, da te stvari izpolnite in če ste delali na večjih delovnih mestih, lahko izpolnite večkrat. Ja, tako. V redu, je to za danes? Ja, to je to za danes. Za naslednji teden pa vidimo, oziroma če 14 dni se spet slišimo. Če so jasno kakšni komentarji strani poslušalcev na to anketo, na rezultate, na ves ta proces, absolutno lahko pošljete mail na info@bimpogovori.si ali pa tudi kaj v komentar na objavo na Facebooku napišete. Povejte, tako pridno, kot ste odgovarjali na anketo, povejte, če imate kak komentar. To je pa v bistvu vse za danes in se spet slišimo čez 14 dni. Adijo. Adijo.